Krščanska tradicija velikonočnega pokanja simbolno prikazuje krušenje in grmenje skal ob Kristusovem vstajenju. Pokanje se začne v noči iz Velikega petka na soboto. In v Sluševcih za ta del tradicije že leta in leta poskrbijo domači fantje. Med njimi pa so zagotovo Borut, Dušan, Stanko, Tomaž, Boštjan, Blaž, Rudi, Branko ter Zdravko. Pa še kdo, ki mu je mar do tradicije, pa tudi do dela, saj priprave in postopki niso ravno mačji kašelj. Vse skupaj se dogaja v edinem gozdu v Sluševcih, ki mu pravijo Valentovo jošje. Začnejo v soboto dopoldne, ko župnik pri Valentovi kapeli blagoslavlja žegen. Pokanje pa se domačinom zdi kot sestavni del obreda. Nadaljevanje pokanja navadno sledi še v soboto po kosilu in traja do 22. ure, ko pa je pač potrebno utihniti, saj si ob tej uri ljudje že želijo malo miru. Pokajo z 200-litrskimi sodi in karbidom. Sod ima na sprednji strani izrezano luknjo 15x15 cm. S karbidom pa napolnijo litrske škatle od barv, jih polijejo z vodo in vstavijo v sod. Nato odprtino na sodu prekrijejo z mokro krpo ter pustijo približno 15 minut, da se sod napolni s plinom. Sledi še finalno dejanje in pri tem opravilo imajo akterji vsak svojo natančno nalogo. Eni so zadolženi za prižiganje z bakljo, s katero se približajo spodnjemu delu soda, drugi pa s eno nogo stopijo na sod. Soda snamajo krpo in nato poči. Veliko previdnosti je potrebne pri tem početju, pa tudi kar nekaj znanja in prakse. Izvajalci zato vedno dobro poskrbijo, da zraven ni otrok in ostalih, ki takšnih spretnosti niso ravno vešči. Ekipa, ki to dela, je uigrana in ji delo gre dobro in predvsem spretno od rok. Vsak ima svojo zadolžitev, da ne prihaja do nepotrebnih zapletov. Pomembno je, da sode vsakič po poku, preden jih napolnijo znova, temeljito očistijo in to predstavlja kar nekaj dela. Letos so v Sluševcih pokali s 8 sodi. Včasih pred leti pa jih je bilo tudi po 25, kar je pomenilo veliko več angažiranosti, pa tudi veliko več potrpljenja strani krajanov, ki pa vedo, da je to pokanje pač sestavni del velikonočnih praznikov. Da zmanjkuje moštva, nam pove domačin. Mnogi namreč več nimajo prave volje do običaja, pa tudi karbida jim zmanjkuje, ki so ga nabavili pred leti. Sicer pa je velikonočno pokanje v Sluševcih priložnost, da se krajani zberejo, se poveselijo, navadno zaigra tudi harmonika, poskrbijo tudi za roštilj in za vse, kar pač spada zraven.